Spoznajmo torej, kako je slovensko predstavništvo Toyote globalno zavezo tega japonskega giganta mobilnost za vse že danes začelo udejanjati. Toyota se je globalno zavezala projektu Mobilnost za vse. To je projekt, ki v bistvu nudi mobilnostne rešitve za vse, tudi tiste, ki so gibalno ovirani. In tako se je tudi Toyota Slovenija pravzaprav odločila za eno od teh mobilnostnih rešitev in na ta način nudimo možnost invalidom, da testirajo vozila z ročko oziroma predelana vozila pred nakupom, kar do sedaj ni bilo možno. S pomikom naprej zaviramo, s pomikom proti sebi dodajamo gas, torej pospešujemo. Ta način uporabe izključuje možnost simultane uporabe obeh funkcij, torej sam dizajn in oblika je narejena tako, da so pedali prosti, torej se lahko uporablja tudi pedale. Primer bom pokazal zdaj. Avtomobil vozi invalid, enostavno začne uporabljati ročico in ona vpliva na delovanje motorja, torej premika vozilo. Premiera minulega tedna pa je Ford Focus. Že več kot 20 let navdihuje z odličnim miksom vsakdanje uporabnosti in vrhunskih dinamičnih voznih lastnosti. Novi, že 5. Focus prinaša vrsto novih tehničnih priboljškov, na primer pametni aktivni tempomat, ki v jutranjih zastojih ustavlja, speljuje in tudi zavija. Focusovi žarometi po novem prilagajajo snop ovinkom, križiščem in prometnim znakom in to že vnaprej, s pomočjo podatkov kamere. Na voljo pa je v številnih zelo različnih izvedenkah, kot prestižni Vignale, kot športni ST-Line, vsem športnikom na telesni način pa bo všeč Focus Active. In ja, pokazali so tudi že karavanskega Focusa. Pojdimo k korporativnim novicam. Novica tedna je, da je koncern Volkswagen zamenjal glavnega glavnih. Odhaja Matthias Miller, ki je na čelo koncerna stopil po aferi Dieselgate. Na njegovo mesto pa prihaja Volkswagenov šef Herbert Diess. Prva sprememba bo, da bo koncernske znamke razdelil v 3 skupine. Seat, Škoda in Volkswagen gospodarska vozila so po novem množične znamke. Volkswagen in Audi sta premijski znamki, Porsche pa je najcenejša znamka tako imenovane superpremijske skupine, kjer so seveda še Lamborghini, Bentley in Bugatti. Glavnega operativca pa so zamenjali tudi pri Kii, novi evropski šef je Emilio Herrera. Gremo na varnost. Švedska zavarovalnica Folksam je v praksi preverila, kako rja vpliva na varnost. Po enakih kriterijih, kot je Euro NCAP testiral v letu 2004, tedaj nove in odlično ocenjene Mazde 6, je zdaj preizkusila v zarjavelem stanju. Njihov komentar je bil, da so pričakovali še slabše rezultate, a že 20% povečano tveganje za smrt pušča zelo slab vtis. Pininfarina pa očitno ne bo več samo oblikovalec. Indijski lastnik podjetja Mahindra bo pod znamko Pininfarina začel tržiti električne avtomobile. Prvi avto bo luksuzni električni SUV, cenovnega ranga od 150 tisoč evrov navzgor. Ja, poročali smo že, da električni pogon in tehnologija avtonomne vožnje bogatašem odpirata povsem nova obzorja mobilnosti in ko smo že pri tem, milanski sejem pohištva in oblikovanja bo mesto uradne premiere prvega Bytona. Gonja proti dizlom je med tem tisočim Angležem vzela redno mesečno plačo. Land Rover namreč pogodbenim delavcem prekinja pogodbe in uradni razlog za odločitev je prav pomanjkanje povpraševanja po dizelskih terencih. Tudi pri Land Roverju vidijo prilike predvsem v električnih SUV-jih. A če se vrnemo k Pininfarini, ta si je slavo zgradil z oblikovanjem ekskluzivnih superšportnih avtomobilov, kakršen je tudi Ferrari Sergio. To posebno verzijo modela 458 so leta 2014 napovedali kot omejeno serijo 6 avtov po ceni 3 milijone evrov. Ti zbirateljski avti so bili v hipu razprodani. En zbiratelj pa se je zdaj odločil unovčiti svoj takratni nakup, zanj se lahko potegujete na dražbi v Monaku. Z področja mobilnosti z javnimi prevozi je novica, da nizozemski železničarji uvajajo aplikacijo, ki uporabnikom sporoča, v katerem vagonu so prosti sedeži in kateri vagoni so polni. Kolesarje pa bi morala zanimati naslednja inovacija s Kickstarterja. Potem, ko je ShockStop na inovativen način ublažil udarce v krmilo, zdaj blažijo tudi udarce v zadnjico. Sklop novic zaključujemo s slabo novico za fane oddaje Top Gear.
Na ozemlju vojaškega letališča, ki ga je zabavna Clarksonova trojica uporabljala kot svoje dirkališče, bodo zgradili stanovanjsko naselje.